seveda vemo, kdo je profesor Boris A. Novak, ne samo profesor, seveda pesnik, dramatik, prevajalec. Tudi, če bi še tako sistematično naštevala, kaj vse delaš, bi gotovo kaj pozabila. In sama bi, glede na to, da verjetno vsi tukaj zelo dobro poznamo opus Borisa A. Novaka, sama se mogoče rajši ne bi ukvarjala s kakšno predstavitvijo avtorja v okvirčku, ampak bi v temle pogovoru se mi zdi, da se bomo tako ali tako sklicevali na marsikatero pesniško zbirko, na mogoče sled tudi kakšne drame, vsekakor pa na mnoge prevode in literarno-teoretske in hkrati tudi zgodovinske razprave, še posebej najbrž o srednjeveškem pesništvu, o zvenu in pomenu in kako se sledovi tega srednjeveškega izročila vpisujejo tudi v tvojo poezijo. Če mi je dovoljeno začeti, pogovarjali se bomo o zelo nenavadni knjigi. Nekje sem prebrala, da je imenovana prvi slovenski ep. In verjetno je to zelo nenavadna knjiga, ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi v evropskem prostoru. Sama se ne spomnim nobene sodobne knjige, ki bi rasla v epos, kakor je podnaslov Vrat nepovrata oziroma Zemljevidov domotožje. In seveda, malo moje poklicne deformacije, takoj, ko sem v podnaslovu prebrala besedo epos, sem se začela spraševati. Še preden sem začela brati, se mi je v glavi odvrtelo nekaj asociacij na antični ep, na srednjeveški ep in potem, ko sem začela brati, pa tudi asociacije na malo osebno metodologijo, asociacije na starogrško kozmogonijo. In prvo vprašanje, ki se mi je tukaj postavilo, je, če antični ep, če naj bi Homer in Hezijod ustvarjala s svojimi epskimi pesnitvami oziroma s pesnitvami nekakšno starogrško kozmogonijo, ali to lahko velja tudi za tvoj epos? Hvala lepa najprej za prijaznost, da sem obkrožen z dvema kolegicama z oddelka. To se mi zdi, da je nadvse primerno nenavadni naravi tega besedila, ki se navezuje seveda na veliko epsko tradicijo, vendar ne, vsaj upam, na način, kot je bil značilen za stare epe, ne s patriarhalnim vojščaškim vrednostnim sistemom, ampak z nekim načinom čutenja, ki zgodovino kaže z nekih drugih zornih kotov, tudi zornih kotov žrtev, šibkejših, žensk, otrok. In moj namen je seveda ob vseh dogodkih, ki sodijo od pradavnih časov v definicijo epa, ob vseh junaštvih, pokazati tudi človekovo intimo, iz katere ta junaštva rastejo. In eden izmed najhujših problemov se mi zdi, da ta junaška dejanja na intimi povzročajo huda razdejanja. In moj namen je pravzaprav zajeti oboje,
in v tem razponu seveda pokazati celoto sveta in gotovo tudi lepoto bivanja. Kar zadeva tradicijo, je bil eden izmed najhujših problemov to, da pravzaprav sem moral k vzorom in sogovornikom potovati daleč v preteklost, zaradi tega, ker pač je stroka, ki ji pripadamo, že pred stoletji razglasila ep za mrtvo literarno zvrst, na to tudi tragedijo. Sam sem prepričan, da nobena zvrst ni tako živa kot tiste, ki so razglašene za mrtve, tudi zato, ker jim je dana podeljena milost počitka dolgih stoletij. Res pa je, da kar zadeva slovensko literarno izročilo, da se je tudi slovenski vrednostni sistem, ne samo kanon, ampak tudi narodotvorne ideje in motivi, da so se vselej navezovali pravzaprav na lirsko tradicijo, tako da kar imamo epike, velja bolj ali manj za sekundarno literarno blago. Včasih seveda tudi krivično. To je seveda pomenilo, da sem moral izumiti poseben jezik oziroma odkriti neke ogromne razsežnosti jezika, ki pri nas niso bile, vsaj v poeziji, uporabljene za upesnjevanje zgodovinskih dogodkov. In to je bila najbrž ena izmed največjih pustolovščin tega pisanja. Te plasti jezika sem odkrival polagoma. Ep sem pisal zelo dolgo, začel sem pred dobrimi 20 leti, vendar, kot se pač reče, nisem bil dovolj zrel, da bi ga dejansko znal zagrabiti, oziroma nisem našel pravega glasu, pravega tona. In ton se mi je počasi kristaliziral, dokončno ob zbirki, ki si omenila, Mala osebna mitologija, MOM. Pri pisanju teh pesmi sem nenadoma odkril, da lahko popolnoma naravno uporabim v verzih imena, datume, zgodovinske dogodke, naslove, hiš, ulic. In na ta način pravzaprav se mi je odprla neka možna tesna povezava med načinom opisovanja, ki ponavadi pripada prozi, in poezijo. Eden izmed problemov je bil gotovo povezan z vprašanji ritma, zaradi tega, ker se bojim, da današnji v tej hiperhitri komunikaciji vseh možnih digitalnih elektronskih kanalov starodavna epika s svojim metrično pravilnim ritmom povzroča svojo monotonostjo določeno nelagodje. In zaradi tega sem pač se držal v osnovi dantejevskih tercin, ki sem jih pa podaljšal, zaradi tega, ker se mi je jamski enajsterec zdel prekratek ponavadi za pisanje zgodb. V striktnih dantejevskih terca rimah so napisane, del pesmi gotovo je napisan, ampak predvsem tiste, ki so zahtevale
lirsko kondenzacijo izraza, medtem ko večinoma ta vers podaljšam v 13-terec, 15-terec, celo 17-terec in obenem sem upeljal nekatere oblike, ki ravno tako temeljijo na tercinah, ki pa niso dantejevske. To so med oblikami denimo vilanele, madrigali ali pa denimo tudi haikuji občasno. Tudi način rimanja sem sprostil, mestoma gre za striktno rimanje, takrat, ko mi je bila potrebna neka lirska kristalizacija predvsem čustvenega sveta. Večinoma pa sem rimo rahljal, ohranjal zvočne, ritmične stike med verzi, vendar poskušal ujeti seveda tudi naravnost pogovornega jezika. In na tej ravni pravzaprav sem se z jezikom ogromno ukvarjal, predvsem z razmerjem med stavkom in verzom. Kako doseči, da bi stavki se popolnoma naravno zlivali z verzom, da bi imeli seveda svojo ritmično gostoto, lok, kadenco, obenem pa seveda bi zveneli pripovedno, naravno in prepričljivo. Skratka, šlo je za neko vrsto zelo kompleksnega dela, ki je segalo od obsesije z vsakim vokalom in naglasom do seveda neke vizije sveta. In obenem je šlo za neko poseben način pisanja, ki je bil tvegan, tako sem ga čutil, zaradi tega, ker sem se bal, da pravzaprav se mi utegne zgoditi, da bo ves ta kup pesmi, verzov, spevov se izkazal za popolno polomijo. Zavedal sem se seveda, to me je malce tolažilo, da če bo polemija, bo veličastna. In tako je seveda tudi prav. In tisto, kar se mi je pa pravzaprav šele pred morda 2 letoma izkazalo kot prava pot, pa je paradoksalno bil proces širjenja besedila. Jaz sem se ves čas bal, da je besedilo preveč obsežno in sem zaradi tega nenehno delal na krajšanju, kondenzaciji, črtanju, ampak z vsakim črtanjem sem besedilo pravzaprav razširil. In tukaj se je potem nenadoma zgodilo nekaj, česar nisem pričakoval. Jaz ne vem, ali je to vsaj ta prva knjiga dejansko ep. Ima pa epsko širino. In v bistvu v trenutku, ko sem dosegel to epsko širino, sem lahko pravzaprav v ta zelo širok razpon, v te registre vstavljal podobe, spomine, doživetja, metafore, pasaže iz sila različnih dimenzij življenja, od najbolj konkretnih do seveda tudi nekih kozmoloških. In to je zanimivo, bi v enem pismu zdaj pred kratkim pisal Miklavž Komelj, da je bil najprej skeptičen do tega projekta in da ima občutek, da pravzaprav sem dosegel neko zelo nenavadno in novo
avtentično govorico na ta način, da sem pravzaprav ta pesniški prostor maksimalno odprl. Seveda se to zmeraj dogaja v relaciji do očetov. Jaz sem sam kot otrok zelo rad prebiral bajeslovne zgodbe Homerja, Vergila, pozneje Danteja. In v tem epu, predvsem v 3. knjigi, so tudi pogovori s številnimi pesniki, tudi s temi, ki sem jih omenil. Tako da pravzaprav ta ep oziroma epos, jaz od samega začetka pisanja ne slišim slovenske besede ep, ampak to starogrško epos, ki seveda ima osnovni pomen zgodbe. In zgodba je tisto, kar je tukaj ključno. Prepričan sem, kot sem tudi v hierarhiji teh spevov zapisal, da je zgodba višja od zgodovine, da je seveda zgodbo povezana individualna izkušnja, nenazadnje enkratno človeško življenje z vsemi radostmi, trpljenjem in grozo, in da pravzaprav vsi mi razumemo sami sebe in pravzaprav tudi svojo zgodovino, vse, kar se nam dogaja družbo, pravzaprav skozi zgodbe. In jaz pač ne znam pisati proze, tako kot to nekateri med vami, ki ste tudi tukaj navzoči, sjajno znate, Katarina Marinčič, Aleš Berger. In jaz pač zgodbe pripovedujem z verzi. In to je bil pač nek moj način, da si razložim svet od začetka do neskončnosti. Epi seveda, osnovna tema epov je seveda zmeraj relacija do mrtvih, se pravi potovanje v zagrobni svet, in to potovanje se dogaja tudi pri meni. Od samega začetka. V tem smislu je pravzaprav to dejansko epski tekst in seveda nek tekst, ki ima ambicijo, jaz ne morem soditi, v kolikšni meri mi je to uspelo, ki ima ambicijo seveda nekaj povedati o prvih in poslednjih rečeh. Ne vem, če sem odgovoril, ali sem mogoče odgovoril na mnoge druge stvari, ki nisi vprašala. V bistvu si začel odgovarjati na marsikaj, kar imamo nekako obe premišljeno, da bi te vprašali, ampak vse je že odprto. A lahko samo še nekaj vprašam, preden se tebi pripustim besedo. Pravzaprav bolj bi komentirala kot vprašala, ker si mi pravzaprav že odgovoril na to vprašanje. Vse te najrazličnejše pesniške oblike, ki so vključene v epos, vsi ti najrazličnejši zveni verzov, ritmi verzov, ki so vključeni v epos, ki se menjavajo odvisno od posamezne zgodbe, ki jo pripoveduješ, odvisno od posameznega občutja, ki ga upesnjuješ. Nekako se mi je to povezalo s tem, kar počne na nek čisto drugačen način, ampak vseeno tudi sodobno zgodovinopisje. V ospredje prihajajo male zgodbe, intimna junaštva, kot je ena od kolegic izgovorila v intervjuju s tabo, in ti si zdaj to tudi omenil, intimna junaštva, in v bistvu je vsaka
pesem v vsakem posameznem spevu je svoja zgodba, ne samo s svojo posebno vsebino, ampak tudi s svojim načinom izražanja, ki je s to vsebino nekako neločljivo povezan. Vse male zgodbe so tako zelo individualne, tako zelo raznolike in vse so pa seveda tvoje, kar pomeni, da se oblikujejo v epos in sestavljajo njegovo to zelo pisano zgodovino, ki ni samo osebna, je tudi zgodovina vsega tvojega, nazaj vsega, kar je upisano v vate, ampak z mnogih različnih koncev. Gotovo, ne, to je ta prva knjiga, je zastavljena k sreči. Na ta način, da jo je možno brati tudi po posameznih spevih. S tem sem namreč razrešil nek problem branja tako dolgih besedil. Tudi moja izkušnja branja Homerja, denimo, ali tudi Danteja, je, da nisem bral teh besedil linearno od začetka do konca, ampak sem jih bral večkrat in pač se vračal k različnim, bom rekel, otokom, celinam teh besedil, vstopal skozi različna vrata in si ustvarjal nek seveda pregled čez celoto. Zastavljena je pa po nekem prostorskem principu, kot ogromen zemljevid sveta, ki ima svojo grafologijo pokrajin, ki sega od rek, morij, otokov, gozdov, polj, gora, vasi, mest, ulic, hiš z vsemi spalnicami, kuhinjami, kabineti, otroškimi sobami, vrtovi in seveda ključne za vstop v zgodovinsko problematiko so pa potem prostorske dimenzije šol, pa spet gledališč, opernih dvoran, redakcij, izmed ključnih spevov, vojašnic, bolnišnic, zaporov in na koncu seveda pokopališč. In med vsemi temi prostori se pravzaprav gibljem, oziroma se tudi moji akterji gibljejo z različnimi prevoznimi sredstvi, ki segajo od škornjev in škornčkov, otroških vozičkov, konj, seveda, koles, avtomobilov, vlakov, ladij, do seveda letal in metafizičnih prevoznih sredstev, kot so domišljija, čas, svetloba, zgodovina in potem zadnji spev je seveda zgodba, ki po mojem mnenju ima neko nenavadno zmožnost tega, da po eni strani fiksira naše občutje časa in nas obenem prestavi na popolnoma drug konec sveta. In gotovo je, tako kot vsi mi, prisegamo na staro Aristotlovo razlikovanje med zgodovino in poezijo, umetnostjo, da ni važno tisto, kar se je zares zgodilo, ampak tisto, kar bi se po neki verjetnosti lahko zgodilo, kar ima večjo univerzalnost in zaradi tega večjo umetniško sporočilno moč. Tisto, za kar je pa meni tudi tukaj šlo, je pa, da rečem patetično, reševanje duš iz pozabe. In sicer s pesmijo hočem dati dušam ljudi, ki so mi bili ljubi, njihovo dostojanstvo. In zaradi tega so mi važni tudi
nenavadno podrobni podatki, datumi, imena, naslovi hiš, kjer se je kaj zgodilo. Zaradi tega, ker sem od nekdaj imel občutek, da so s temi podatki povezani neki energetski vrtinci, ki mi omogočajo, da prikličem ta bitja nazaj z besedo. Seveda pa, če tukaj uporabim imena ljudi, ki so mi bili blizu, ali pa ki smo jih celo mnogi med nami poznali, to seveda ne pomeni, da pišem o njih, samo o njih samih. To je po eni strani moja interpretacija, po drugi strani pa gotovo, da so ti liki, vsaj upam, drugačni, višji, širši in imajo neko veljavo tudi za tiste, ki teh ljudi niso poznali. Glede tega sem bil v dilemi, denimo, kako ravnati z imeni. Pri tistih imenih, ki se pojavljajo v neki intimni zvezi z mano, sem uporabljal osebna imena in osebna imena se mi tudi nasploh zdijo za ta namen bolj primerna, ker omogočajo bralkam, bralcem, da se identificirajo in da vidijo pravzaprav tudi neko širšo človeško usodo. Medtem ko seveda pri določenih javnih osebnostih, tudi pisateljskih osebnostih, ki jih omenjam, pa seveda te pravice nisem imel. In potem se v tej knjigi pač pojavljajo imena ljudi, ki smo jih poznali, kot je Dušan Pirjevec, Marjan Rožanc, Milan Dekleva, Milan Jesih, pa seveda tudi nekateri drugi. Obenem seveda je to neka delno zgodba oziroma zgodbe, ki sem jih tudi podedoval, s katerimi sem gotovo tudi obremenjen, o katerih obsesivno pišem, o katerih sem pravzaprav pred 30 leti napisal neko dramsko kroniko Vojaki zgodovine in ki se mi nenehno vračajo. Ob tem seveda moram povedati, da kot sem napisal ene zadnjih pesmi, te prve knjige, da imam občutek, da kadarkoli ponovno govorim z mrtvo mamo, da je barva njenih oči nekoliko drugačna. In kadarkoli govorim z mrtvim očetom, da je barva njegovega glasu nekoliko drugačna. Vsako potapljanje v spomin pomeni tudi neko določeno spremembo teh dogodkov. Jaz jih zdaj vidim drugače, kot sem jih videl pred 30 leti. In seveda včasih v nekaterih legah ne morem več niti natančno razločiti, kaj je pravzaprav tisto, čemur bi lahko rekli resnica, kaj je pa pravzaprav moja domišljija, interpretacija, razlaga. In seveda tukaj je najbrž neka moč umetnosti, literature in eden izmed razlogov, zakaj nam je potrebna, da pravzaprav sami sebi, da si razložimo, kaj se je dogajalo v preteklosti, kaj se pravzaprav dogaja z nami samimi. Tako da seveda na nekem, bom rekel, popolnoma osebnem nivoju je to pravzaprav en ogromen poskus
da bi razumel pravzaprav samega sebe in seveda svoje prednike, prijatelje, ljudi, ki sem jih poznal, dogodke, ki me še zmeraj zaznamujejo, nekateri na zelo boleč način. In seveda gre tudi za neka širša vprašanja zgodovine. To je besedilo, ki je povezano seveda s slovensko zgodovino. Če govorimo o epih, pač se to vprašanje zastavlja. Gotovo pa, da ni samo to. Krajevno prostorsko se dogaja v zelo različnih deželah, celo na različnih kontinentih. Je povezano z mojimi različnimi kulturnimi, jezikovnimi izkušnjami. Tako da na nek način zarisuje tudi nek način življenja današnjega sveta in seveda v tej zvezi tudi mojo eksistenco, izkušnjo, ki je pač slej ko prej nomadska. Začne se celotna zgodba v Avstraliji, preberem začetek, recimo. Prvi stavek je čudovit. Prvi in zadnji stavek romana sta zmeraj najbolj, to je važno, ne? Prvi, evo, da vam takoj preberem prvega in zadnjega, recimo. Svet je vse manjši, čas pa zdaj in vekomaj tiran razdalj. Zadnji vers pa je: nekoč je Bog, ki žene vrtiljak. Svet je vse manjši, čas pa zdaj in vekomaj tiran razdalj. Po dolgih urah potovanja klaustrofobično letalo zaluča drobno ptičjo senco na obalo starih kraljev. Puščava ni praznina. Patchwork vseh barv je, ogledalo vetrov. Vodič je rekel, da Evropa nima takih krajev, kakor je raj Avstralije. A ljubosumje mi ni dalo miru in bleknem, raj je brez spomina. V nobenem raju ni preteklosti. Čakala me je preteklost lastnega srca. Avstralija je naš konec. Onstran je vse, brez konca in kraja. Na koncu konca rastejo kamniti stebri v srce neba, iz peska, sred nestvarno lepe, tihe, pisane puščave. Pinnacle Desert. Ko so pred stoletji po plovbi brez sna mornarji prvič videli tek zvezdam naravnane glave, so mislili, da gre za zrušeni, kamniti, davni hram. Avanturisti, mi pa zgolj turisti. Skozi nizke trave smo v objektiv lovili kenguruje. Prašen makadam nas je zapeljal v večerno zarjo, ki je kot nevesta raztrla mesečino nad razbeljenimi stebri. Tram vesolja. Bili smo sopotniki naključja. Včasih gresta v štric, usoda in prostost. Začutil sem pritisk pod rebri. Prihajal je po vseh prepotovanih in neznanih cestah, iz srede zemlje izviral in se po kamnitih steblih in krhkih vejah mojih udov strmo dvigal v nebo. Kot bi bil na smrt hipnotiziran, kot bi me pretepli skrivnostni velikani, ki so oživeli. Zrak je bil srebro in čas neznansko star. Starejši kakor plug in polje, starejši kot pisava in kraljevega rodovnika drevo. Prav čas, nezgodovinski,
globlji, davno daven kot vesolje. Turisti smo stopili na nevaren kraj, v kozmično oko. Navdajalo me je straho spoštovanje. V nočno olje potopljeni kipi so plesali svoj negibni ples. Natančno sem zaslutil, da ne smemo slo zahodne volje poseči vmes. Zaslišal sem šumenje zvezd in božji kres. Da smo ljudje, ta bitja krhkih, zlahka ranjenih teles, šibkejši in obenem toliko močnejši od sveta. Naslednje jutro sem prebral, da avstralski domorodci res verjamejo, da gre za prepovedan kraj, za sveta tla, kjer se duhovi mrtvih zbirajo vrh zemlje in neba. A to sem slutil tudi sam. Tisto noč sem v žareči luči lave prisanjal svoja mrtva starša. Jedli smo in pili, iz srca smo se smejali. Oživili so ju duhovi iz puščave, tam daleč, na koncu konca našega edinega sveta. Še potem. Ja. Mogoče bi jaz navezala. Mogoče bi se jaz navezala na ta spomin, ki ga tukaj takoj na začetku že omenjaš. Veliko govoriš o raju spomina, prekletstvo pozabe in skozi v bistvu svojo zgodbo nekako poteguješ pozabi tvoje ljube, tvojo zgodovino in zgodovino časa, recimo. Hkrati pa tle govoriš o eni težji selekciji, seveda. Kaj boš ti zdaj ohranil v tej zgodbi in kaj bo zapadlo pozabi. Tlele, če te lahko citiram, praviš, moj kapital je spomin, kar se mi zdi zelo ena dobra formulacija. In potem govoriš o čistki živih nad sledovi mrtvih. Pa ne le na podlagi tega, torej spomina, kot simbolnega kapitala, praviš, pesniki smo čistilci, komunala, spominski red sveta, živimo od prebiranja smeti, med listi jeseni zlat gumb poletnega pogleda, odtrganega, sicer pa smo nekoristni. Se pravi, ne samo na podlagi spomina kot simbolnega kapitala, ampak tudi čist materialnih virov. Ti imaš veliko starih slik v škatlah za čevlje, ki jih opisuješ, kaset in tako naprej in hočeš v nekem smislu biti kronist in pozabiti na svoj mali jaz in se skloniti pred tem pluralom zgodovine. Ne? In zdaj me zanima, kako je potekala zdaj ta selekcija. Se malo si o tem govoril, ampak kako to konkretno izgleda, da se znajdeš pred vsemi temi naplavinami zgodovine? Ja, vam bom odgovoril, to je seveda ključno vprašanje. Vprašanje, ki seveda ima svojo zelo otipljivo materialno stran in seveda mnogih seveda reliktov preteklosti, s katerimi si živimo. In to vprašanje, ki ga je Seta zastavila, ki je ključno in ki zadeva ne samo odnos do naših spominov ali pa do materialnih ostankov preteklosti, ampak seveda tudi, kako potem s tem umetniško ravnati. Bom vam prebral prvo pesem speva Kapital. Celo zdaj, ko to pišem, mi okus pepela napolni usta, da s težavo diham. Kajti pospravljanje po mrtvih je strahota. Cela življenja bližnjih po pogrebu presejati, izbrati med stvarmi nesrečne, ki gredo v peku pozabe, in srečne za v raj spomina. Najti med zapuščino dragocenosti, zlato za plombe in poročne prstane, zapestnice in žepne ure z lomljenimi kazalci, vso to staro šaro spominkov in vizit, razglednice in pisma, pomembne dokumente in fotografije, šivalni pribor in škatle z gumbi, strgane ogrlice in rjaste ključe, v hladilniku sadje, ki gnije, le čigav prvi zob, osnovnošolske učbenike, ducat očal različnih dioptrij in okvirjev, 2 ducata osebnih izkaznic in potnih listov, slike in grafike,
ter na zvrhano polnih policah te prašne knjige, 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 knjige. Zadnji pregled življenja, čudenje, kakšna lepotica je bila mama v mladosti, zadnje vonjanje njenih kril, kjer v gubah še lebdi oblistan duh, tako lep. Spomin živi, dokler se vonj šepne iz praznjenih oblek. Pospravljanje po mrtvih je sladko grenki ritual, ki še zadnjič oživi vse, kar so bili in imeli, prednjim mrtvaški prti odsotnosti izbrišejo sledi. Strašna je dilema, kaj obdržati in kaj odvreči. V dokončno zaprtih zabojih romajo spomini v smeti. Med dvema večernima oblekama in rutama iz svile, le katero izbrati in rešiti niča. Vnema nas živih pa gre neusmiljeno naprej, sile sedanjosti zlivajo v tež preteklosti, polne omare stare krame bi nas zadušile, treba je narediti prostor in očistiti spomin, še preden pregori od teže tovora, ki ga mora nositi. Nato še dolgo žari v kotu kipec z afriškega roga, brez odgovora, kdo ga je prinesel sem daleč, na alpsko pobočje, naprej bledi intimno pismo strastnega nagovora očeta materi, tik preden sta postala oče in mati, datirano leta 53, 9. aprila, ki ga je oče hotel uničiti, a ga je za bodoče oči še po njegovi smrti ohranila mati. Zdaj ga hranim jaz, ker sem v njem omenjen prav jaz, ki me je takrat nosila, tako ženstvena in mila, in muči me vprašanje, kakšna bo, ko pride čas, usoda tega pisma, ob naslednjem pospravljanju, veliki čistki živih nad sledovi mrtvih, se bo kak obraz še sklanjal nad tem pismom in sanjaril o trajanju in nehanju, bo ljubezen mojih staršev romala v kantu za smeti ali škatlo praspomina. Pokriva me tišina. Ta spev se konča z naslednjo pesmijo. Ko smo delili dediščino, so si drugi izbrali hiše, zemljo in bančne račune na gesel. Po bleščeči mirni strugi mojih otroških iger še drsijo lune. Potegovali so se za procent, posestvo in portfelj. Zibelko prežagali na pol. Pljunem na tla in vzamem star očetov stol, to bistvo njegove zasidranosti v času. Iz gladu so snedli babičino kuhinjo. Le čisto ime bo moje. Izpraznili so predale. Na dnu sem našel porumenele fotografije. In polastili so se grobnic brez sramu. Mojega epitafa tam ni. Teman zdaj sije skozi ta spev. Papirje so zavrli. Stal sem jih pobral. Jaz, pozno rojeni, razdedinjeni sin. To je vsa moja dediščina. Moj edini kapital. Spomin. Tu so seveda še mnoge druge pesmi, nekatere tudi humorno obarvane. K sreči ta debela knjiga ne vsebuje samo tovrstnih elegičnih pesmi, ampak tudi neke ironije in samoironije. Precej, ja. Recimo, zelo dobro imaš samoironijo, kako si postal pesnik. Mislim, da to je malo zgodbo tudi o tem, kako se je kalil Boris, ne? Lahko rečem. Ja. Od skratka beograjskih let, potem Ljubljana in kako je, ne vem, bilo na Šubički, kako se odiralo v dramo, kako je ta nomenklatura bila, potem študentska zasedba. Imamo vse te dogodke in akterje teh dogodkov in med drugim imamo tudi dan, ki je bolj začutil, da je postal pesnik. Ampak to ni tako se zdaj
realiziral, da bi on kakšno pesem napisal, ampak je pač vedel, da je pesnik. Tam je pa vzvišen napisanje pesmi, ker ne moš neizrekljivega izraziti, to je gnusno, ne? Veš kaj, jaz sem bil ravnokar seminar iz kreativnega pisanja. Sem študentom razlagal, kako morajo brusiti besede in delati na besedah, zdaj mi pa ti tukaj dekonstrukcija, veš, to obstaja in je legitimno v literarni teoriji, ne? Ampak gre prav vedno všečkih napisov, vse sem bila sam znamenja, veje so se šibile od pomena in ti si tako hodil s to aureolo pesnika in kdaj si se pa spustil na realna tla pesmenja? A to bi se razložilo, kaj je preberil? Ja, no, jaz sem, ko bi rekel, se natančno spomnim, postal pesnik 1. septembra 1969, ko sem soočen s hudimi čustvenimi, pubertetniškimi stiskami in težavami, nezadržno začutil, da je to pravzaprav edina stvar, ki me lahko reši. In ta misel me nenadoma iz popolnoma depresivnega, meglenega, obupnega stanja, tipičnega pubertetnika, nenadoma dvignila, da sem imel občutek, da hodim, recimo, ob običajnih dneh sem hodil recimo pol metrov nad tlemi. Drugače pa seveda sem se dvigal in sem, karkoli sem videl, in to je bilo tukaj v neposredni bližini fakultete, recimo smo stanovali na Gregorčičevi, se spomnim, sem pogledal skozi okno in sem na Rimski videl po dežju neke luže. In recimo sama ta konstelacija luž, odsevov, oken, granita, dreves, Festerjevega padnika, je meni takoj dala neko posebno sporočilo, ki sem ga dekodiral, v tem sem videl nek višji smisel in pravzaprav lahko danes samo obžalujem, da pravzaprav ne znam več tako gledati sveta. To je nekaj, kar sem žal, spomnim se tega natančno, vidim lepoto stvari, ampak tistega sporočila, ki sem ga pa takrat videl v stvarih, pa več ne zmorem priklicati. Nisem pa seveda čutil nikakršne potrebe po tem, da bi pravzaprav ta enigmatična, posvečena doživetja izražal s tako banalno zadevo, kot so besede. To se mi je zdelo absolutno tudi počastjo. To je bilo obdobje, recimo, ko sem jaz ponavadi ukradel očetovo palco in sem hodil po Ljubljani s palco v eni roki in z angleško knjigo Byrona v drugi. Rekel intelektualni snop. Potem pa, seveda, ker sem se s tem važil, da sem pesnik, so me pa uredniki glasila Mladinec Šubičeve gimnazije, kamor sem hodil, povabili, da naj pa prispevam kakšno od svojih nesmrtnih del. In to me je ničkoliko presenetilo. Spomnim se tega pogovora z Davidom B. Voduškom, ki je sedajni direktor nevrološke klinike, takrat je bil pa urednik Mladinca, tega gimnazijskega glasila. In on je dne 30. decembra leta 1969 pred vrati Šubičeve gimnazije rekel, da bi bilo lepo, če bi mu prinesel pesmi za objavo. Jaz sem bil absolutno užaljen, ampak potem pa sem se znašel seveda v zadregi, kako naj zdaj dokažem, v bistvu, da sem pesnik, in sem potem na silvestrski večer 69-70 napisal svoje prve 3 pesmi, ki so bile obupno slabe.
demoni. In potem sem bil pa tako tega vesel, da sem se pa grozno tisto noč res napil. In sem potem ves 1. januar, prvi dan svojega uradnega pesniškega življenja sem bruhal. Lahko sam potrjuješ eno tako fantazmo pesnika. No. In to je recimo tukaj upesnjeno z mnogimi drugimi metafizičnimi zadevami, ki jih pa vidim še zmeraj, no. Nesporazumno, nekatere take stvari še zmeraj vidim, ne v lužah. Zelo veliko imaš raznih tudi takih dogodivščin, kot ko ste šli na Kozjansko brigadirjem recitirati modernistično poezijo in take stvari. Hkrati pa veliko tudi zgodovine od svojega očeta zgodb, ki sama, ko sem brala, ne vem, ker je tako zmagorične zgodbe, koliko je v tem neke zdaj resnice, ne? Prašno. Kar je težko. Recimo ena zelo... Vse je res. Verjetno, itak se ne moramo pogovarjati zdaj, a knjiga odraža tisto, kar je bilo resnica, to so itak eni drugi registri, ampak vse me zanima konkretno ena zelo presunljiva zgodba, ki je bil en miting v Metliki, na osvobojenem ozemlju, na kar so priletela letala ustaška, ki so hotela bombardirati ljudi. In tvoj oče, vedno je, ne morajo se skriti, ne morajo zbežati, je po megafonu zavpil ljudem, naša ljudska aviacija prihaja, imamo že letala in vsi so začeli skandirati, metati titovke in tako naprej in oni so bili malo zmedeni piloti, ki so videli, kako jih pozdravljajo in so odleteli. To je resnična zgodba, jo mogoče prebrati tudi v zgodovinskih knjigah. Moj oče je bil v tem smislu izjemno inventiven, umen. In tako da tukaj seveda to je predvsem zgodba 20. stoletja in med pomembnimi akterji sta med drugim moj ded Anton Novak, ki je bil najprej avstro-ogrski oficir, bor za severno mejo, potem jugoslovanski kraljevi oficir, ker se je potem uprl srpskim generalom, ko je nek general rekel, da se ja pitam, skinuo bih otprilike 2000 hrvatskih glava, pa da bude red in mir. In je pač ta moj ded rekel, gospodine generale, u nas su kraljevini sva plemena ravnopravna, pa da se kod svakog plemena skida po 2000 glava. In je moral bežati pred oficirji, ki so ga napadli sabljevi, pribežal v Maribor in oče mi pripovedal, da je vso mladost moral čuvati stražo pred hišo, če se je pojavil kakšen oficir ali pa žandar, policaj, da je njegov oče se razmršil lase in se delal norga, ker so ga obsodili pač na vojaškem sodišču na zapor. Ampak družina je zaradi tega padla v hude finančne težave, ki jih je reševal kot briljanten kvartopirc. To je bila tudi težava, ki sta imela z generalom Maestrom, ki mu nikoli moj ded ni priznal generalskega čina, ker je trdil, da je samo major, ki se je odklical za generala. Imela sta pa tudi neke nerešene kvartopirske račune. In je nazadnje pač rešil družino, nekoč, ko je pobral ženi zadnji denar za večerjo in za zajtrk na njen obup, so ga naslednje jutro prinesli pivski in kvartopirski pajdaši, mrtvopijanga domov, imel je plašč naphan, ko so odprli plašč, so tam našli ogromno bankovcev, od katerih so potem živeli 6 mesecev. Ampak seveda v te finančne stiske je družina doživljala hude čase in so mlajši otroci zaradi tega
zaradi te stiske nedvomno potem se odločili za levico, oziroma točne rečeno, da ne bo nesporazuma, za komunizem. Starejši so ostali meščani. Usoda družine je izjemno tragična, jaz vas ne bom zdaj s tem utrujal. Bom prebral recimo pesem, ki neposredno sledi temu, kar je Seta povedala o tem mitingu na Brisanem polju pri Metliki, ker je pač moj oče s trikom, da gre za ljudsko aviacijo, uspel preprečiti masakr, bombardiranje, mitraljiranje množice. In temu pa sledi pravzaprav pesem, ki je popolnoma drugače intonirana. Le kdo se še spominja mitinga, ki je bil en sam ples, ekstaza, radost bližnje zmage in osvoboditve, kdo nedogled polja in nikdar tako zelenih trav in dreves, kot so bile tisto pomlad sred bele krajine. Ta pesem pomni, spomin je njen izvir in snov. Koliko množičnih parad in mitingov, koliko zborovanj za boljši, lepši svet, koliko pisanih zastav je šlo na lov za vetrom in oblaki, koliko bi let še doživeli ti mladeniči, če bi ne šli takoj po mitingu v boj. Koliko deklet je padlo v naročje lakotne prsti, namesto v naročje ljubega. Koliko prstov se je med plesom razprlo v dlan in koliko dlani v pest v zadnjem boju. Le preštej to čvrsto formacijo tovarišev in tovarišic, ki so z nasmehom šli do zadnjega, to vrsto izbrisanih postav, pomanjšenih do ptic na telegrafskih žicah. Preštej to vojsko duš, ki polni luknje znanih in neznanih grobnic. Koliko lukenj izvrtanih v zrak. Noben napušč nas ne zaščiti pred dežjem praznine. Med nami koliko lukenj tistih, ki nam manjkajo. Tako sami zremo to prazno polje, to polje polno niča. Zoblje nas kljun pozabe, padamo na grušč. Zato ta pesem edina preživela ptiča, priča. Koliko samote, koliko samote, koliko samote. Če smo pa pri partizanih, pa pejmo še povojni poboj. Imenoval te bom Andrej, Tomaž, Franc, Stane, Tone. Imenoval te bom kar Janez, ker si mi tako blizu, kakor vsi dedje, strici in bratranci Janezi. Tone betona so zmetali nad te, skrici. Pripet v nizu krvavečih zapesti, z bodečo žico si omahnil tja noter. Globoko skrit si me vseeno našel. Sezu si škodnje, vse dokumente so ti vzeli, dahnil si sapo svoj poslednji podpis v mlačen zrak poletnega večera in si, kot žebelj na dlani, skrival glavnik, darilo deklice, zadnji znak, kdo si. Imenoval jo bom Alenka, Francka, Nada. Imenoval jo bom kar Ana po svoji materi. Mrak je padal izpod neba in mrak je padal iz prepada, ko si vanj padal.
zadnjimi močmi si stiskal dlan, v njej glavnik, da bi te po njem prepoznala Alenka, Franska, Nada. Ana, s kožo kakor lan, s preplašenimi gibi srne in zelenimi očmi, Ana, ki ti je dala ta glavnik, bo skozi smrtno slan okus solza spoznala, da si mislil na njo. Luči bledijo in imena na grobovih. Alenka, Franska, Nada. Ne vem, ali je Ana našla svoj glavnik med strtimi koščicami dlani. Jaz sem ga našel. Dolgo me je čakal. Dolgo, predolgo si me čakal. Andrej, Tomaž, Franc, Stane, Tone. Sredi mraka, kamor si nisem upal, tja, med vaše, jaz, sin naše svetlobe, ki ti ni priznala jutra. Danes sem našel tvoj glavnik, to nežno Anino darilo, to tvoje zadnje nežno sporočilo Ani in ga kot žebelj stiskam v tej nevedni potni dlani in ga bom nosil zdaj in zmeraj v teh in vseh prostorih, moj Janez. Bi mogoče komentirala, da kukor je zelo veliko različnih resnih odlomkov in humornih in ironičnih, je pa nacionalna intonacija mogoče knjige vseeno ta, kukor je Boris zdaj prebral, nekako eno razočaranje nad tem, eno spoznanje, no, da so bile vse žrtve za manj, da so bile vse to ene iluzije, ki so se zdaj razblinile in da je zelo ostalo in da je zelo vedno isto in da oni za to izkušnjo modrejši. Vsaj meni se zdi, da je to en osnovni ton, ki zazveni na koncu te knjige. Knjiga je samo prvi del pravzaprav trilogije, bi te rada čist malo bolj tako vprašala, mogoče bolj prekletno vprašanje. Kako je zdaj zamišljena ta trilogija? Tukaj imamo torej ta nagovor in to neko kozmogonijo, potem imamo ta domovanja, med katerimi pogrešam knjigarne. Pa imamo prevozna sredstva, med katerimi pogrešam kotarke. Se bo kakšna druga izdaja, ko bo dodal, recimo skiroje, kotarke, to se mi zdi, so iz drugega časa nekako taka prevozna sredstva. No, kako si si pa zamislil, ker vem, da je pač večina že napisana, kako si si zamislil še drugo, pa tretjo knjigo, tretji si majčkan že omenil, tudi neke pogovore, ne? In kako naj bi ta celota pravzaprav skupaj stala in bila povezana in nepovezana? Prva knjiga je neke vrste velikanska uvertura, v kateri se pojavijo na odru vsi pomembnejši akteri. In seveda so nakazane tudi ključne zgodbe za seveda obdobja. Začetek, ta nagovor je itak neke vrste ep v malem. Druga knjiga z naslovom Čas očetov je bolj epsko zastavljena in tukaj gre za upesnitev usod mnogih junakinj in junakov skozi 20. stoletje. Tudi tukaj pripovedovanje ni povsem linearno, sledi pa usodam, življenjskim zgodbam pač teh junakov. Tretja knjiga je pa pravzaprav med vsemi najbolj nenavadna. Gre pa za neko milost poezije, za pravzaprav uzrtje neke možnosti drugačnega bivanja v prostoru, ki ga omogoča poezija in ki sem ga na nek način zagledal v Odcevih na lužah pač 1. septembra leta 1969. V tej tretji knjigi so tudi pogovori številnimi pesniki, je recimo tukaj pogovor s Homerjem,
pogovor recimo z Vergilijem. Tako da seveda je vzpostavljena tudi ta literarna zgodovina. Moram bilo povedati, da sem jaz že prebrala na slovenski ep sicer. Od Jožeta Lovrenčiča s Holaris Trente se je zelo obskurno delo, res napisano nekje leta 1920, ampak napisano z željo, da bi bilo epi 16. stoletja, torej da bi imeli to narodotvorno funkcijo in domoljubno in mohorjanske povesti in vse naprej. Ampak zdaj, ker si ti povedal, da je epos nekaj bistveno različnega. Torej, mi imamo, seveda imamo tudi nekaj epskih besedil, tudi v zadnjem času. Roman, oziroma nenavadno besedilo Ferija Lainška Sprehajališča za vračanje, napisano v verzih, je neke vrste verzni roman, bi rekel. In seveda epska pesnitev, kot je Vlado Žabot podnaslovil Sveto poroko, pisano v, moram reči, izjemno lepih, gladkih, bogato zvenečih heksametrih, je nedvomno poskus v to smer. Seveda pa se pač to moje delo na mnogih točkah od tega razlikuje. Kažejo pa vsa ta dela, da se pojavlja neka verzna epika. Drugače recimo pravzaprav v mednarodnih krogih obstajajo denimo verzni romani avstralskega pesnika Lesa Marija, ali pa denimo izjemen dosežek Omeros, karibskega pesnika Dereka Walcota, dobitnika Nobelove nagrade, s katerim sem se nekoč srečal leta 1988 v Ameriki, v Minneapolisu. Vendar je bilo srečanje precej konfliktno, zaradi tega, ker on je trdil, da mora karibska epika iti stran od evropskih vzorcev. Izkazalo se je, da je njegov ep Omeros, Homer, utemeljen zelo rahlo na Iliadi, ampak ima pač like Ahila in Hektorja, ki sta ribiča. Hektor potem pusti ribištvo in postane šofer taksija, s katerim se ponesreči. Helena je najprej Ahilova in nato Hektorjeva ljubica. Tam je nek kolonialni angleški oficir. To so podobe tega epa, ki je pravzaprav čudovita, izjemno lepa hvalnica morju. In jaz sem ga vprašal, ali se mu ne zdi, da angleščina, ki jo Derek Walcott izjemno obvlada, to je eno najlepših besedil angleškega jezika, da pravzaprav določa tudi njegovo videnje sveta. In tukaj sem očitno zadel neko nevralgično točko, ki se je zelo razjezil. Še zmeraj mislim, da je seveda vprašanje, da sem imel prav, ampak seveda je vprašanje irelevantno. Preberem iz tretje knjige tole. A je Marko Marinčič tukaj še? Marko, evo tole bom zate prebral. To je iz tretje knjige.
Vergilije. To hvalo bom začel tako, kot se spodobi. Začetkom. Zgodbo, ki se je odprla. Meni, drobnemu dečku, ki zdaj diha v podobi. S prijateljčki smo se šli vojno. Razdeljeni na dve skupini, dve na smrt sprti plemeni. Zeleni smo branili trh v zid. Rumeni so nas oblegali z močnejšimi rameni in meči iz lesa. Tedaj si me poklical domov. Brat zgodbo, ki bo z davnimi pomeni zaznamovala mojo pot. Pobeg. Puščica izprožena z 2000 let starega loka me je zadela nezgrešljivo kot resnica. Da bom obsojen na pregnanstvo. Da v boka rojstnih vrat ne bom več uzrl. Da bom konj spomina reševal mrtvega očeta. Da bo čas lokal kri, ki bom čez njo nesel ljubljenega sina. Da bom nor dirjal stran, ker se bom bal ozreti in zadnjič videti. Da bo skrušena milina ljubezni vse, premalo. Da bodo magneti sveta klicali, tirjali. Naj pustim kraljico vseh čutev. Naj pozabim sladki vonj poleti, njene polti. Naj v škorjen spravim zlato žlico s kraljevske mize. Naj zbežim pred tem prividom. Kako še zadnjič pripre oči, ko gleda ptico nad morjem, to perut slovesa. Da bo Dido nad razdejanim rojstnim krajem in prihodnjim prestolnim mestom, moj edini goli dom, zidom odprtim tujcu, ki jo bom ubil. Da bom hodil in iskal in ne našel, venomer naprej, zvest mestu, ki ga nikdar ni bilo, zvest zgodbi, zvest nezvestobi, zvest resnici epopej. Tako si me poklical in sem ti sledil, neznani. Ko sem odložil knjigo, sem šel na pot brez me. Vrnil sem se na bojno polje, smrtno ranil turnusa, rešil šibko pleme, trhli zid, odkoder bomo svet osvajali Rimljani, saj nisem bil več Boris, ampak junak Enej. Tvojega imena nisem še otrok poznal. Verjel sem, da je zgodba enkrat za vselej zapisana v praspomin sveta. Pravzaprav tako še zdaj verjamem. Nad vso knjižno omaro žari naslov te moje prve svete knjige, Eneida, ne pa tvoje ime, Publius Vergilius Maro. Prosim, ne zameri. Heroj težko prizna, da je samo izmislek in privida. Nisem povsem izpolnil tvojih pričakovanj. Nisem še ustanovil mesta. Potrebujem pomoč, že spet. Zato ta spev. V znak zahvale, za nazaj in za naprej. Pozdravljam te z druge obale istega morja. Vale, tvoj Enej. Sem še povedala, da je ta ep sjajno napisan tako kot poezija, da ima te značilne Borisove podobe, kot so recimo na stežaj srečni ljudje, ta je meni zelo všeč. Poigravanje z besedami, tujost, ali pa, ne vem, kaj sem si malo izpisala, srečanje je strašna sreča, kaj je to taka tvoja, nizozemska in nizozemlje. In tako naprej je prepreden res s temi podobami in te smislu zvoja, tako bogato branje. In tudi ljubezensko branje mestoma, verjetno je tudi tvoja trobadurska lirika tle imela precej besede. Boš mogoče še o tem kaj povedal, pa bom pa še te Vanessa predala tudi besedo. Preden na to odgovorim, še nekaj o Homerju. Zakaj pravzaprav je tukaj zame Homer važen? Važen je med drugim zaradi scene, v kateri Ahil
vrne Hektorjevo truplo očetu Priamu. In tukaj, če dovolite, kar je v zvezi s prejšnjimi pesmimi, partizansko in tisto, ki govori o poboju, vprašanja, ki jih zastavljam Homerju. Si se imenoval Homer, si ti napisal Iliado in Odisejo, si ti tisti, ki ustvaril svet bogov, si zgolj ponovil pesmi prejšnjih pesnikov, ki jih je rado prepevalo neuko ljudstvo. Si prevzel prastaro snov in jo pregnetel kot lončar gibljivo glino. Si bil zraven, ko je silak Ahil zaklal junaka Hektorja, kot bi bil vol. Ali je bil takrat pod Trojo tvoj praoče? Si pradaven napev heksametra posnel po godcih, da bi spisal ep. Si ta ritem sam izmislil. Je tvoj glas donev skozi javen trg ali si ga dal le kraljem? Si bil pismen, si bil slep, si sploh obstajal. Kakorkoli že. 3000 let pozneje sem sinu pripovedoval te tvoje zgodbe in njegov lep pogled je potoval čez morje in planine, čez vse meje do daljne Troje. Tudi sam te potrebujem. Glej, poskušam napisati spev sprave med sovražniki, a me zaveje sovraštvo zmeraj znova. Hočem razumeti in poslušati. Kako lepo je Priamu Ahil izročil truplo sina. Pomagaj mi, Homer, ti prvi pesnik in brezdanja duša, da položim te kitice na grob pozabe in spomina. In da se po vsej grozi vrnem čez vsa morja, gore, meje, na svojo daljno Itako, na konec svoje Odiseje. Kar pa zadeva ljubezen, seveda tukaj je ogromno ljubezenskih pesmi. So pesmi o mojih otroških ljubeznih, je cela vrsta pesmi rdeča nit, na nek način hrbtenica celotnega epa do največje ljubezni mojega življenja, ki tukaj tudi funkcionira kot Beatrice. Je vodnica. In tukaj so potem denimo neke vrste pisma nekdanjim ljubeznim. Tukaj je denimo zelo podrobno poročilo o moji nenavadni ljubezni do neke sošolke iz osnovne šole iz Beograda, katere priimek sem tukaj spremenil, ker nimam pravice seveda posegati v njeno intimo, ki je judinja in s katero sva bila zelo dobra prijatelja. Zelo sva si bila blizu, ampak v trenutku, ko sem se pri starosti 14 let, ko smo se preselili iz Beograda v Ljubljano, nisem imel občutek, da sem vanjo zaljubljen. Potem pa sem jo začel sanjati in sem jo dolga leta sanjal. In večkrat še videl ob obiskih in približno 20 let po zadnjem srečanju, ko sem bil v Ameriki, mi je Dušan Jovanović rekel, da je ta moja mladostna ljubezen v jugoslovanski ambasadi v New Yorku in sem jaz pač pisal pismo
ki me spravlja v veliko zadrego in 30 različnih verzij sem napisal, ki nisem vedel, kako naj jo nagovorim, ali naj jo tikam ali vikam. In na koncu sem izžrebal eno pismo in ga poslal, na kar sem dobil čez nekaj dni nazaj pismo, da je to najlepše ljubezensko pismo, kar jih je brala, da pa ona ni moja Maja Kojer, tukaj uporabljam ime iz knjige, in se je podpisala vaša druga Maja Kojer. In je ta pesem pač moje slovo od te ljubezni in se konča tudi z verzom Z Bogom Jugoslavijo. Postavljeno je pa to v okvir Pen kluba, kjer zgodbo pripovedujem dvema mrtvima prijateljicama, Berti in Barbari. Tukaj so omenjeni z imeni, ampak gre za pisateljico Berto Boetu in dolgoletno tajnico društva pisateljev Barbaro Schubert. To so podobe, recimo, načini, kako kličem to preteklost in seveda povezujem, če hočete, ljubezensko tematiko s politično. Ta moja sanska ljubezen je bila na nek način jugoslovanska in se mi je zdel ta ljubezenska pesem, desetletja prepozna ljubezenska pesem, zdela primeren kraj, da se poslovim tudi od Jugoslavije. Teh pesmi je več, bo si razlagal svoje ljubezensko življenje. Poveš, ok, borski liriki, pa to še tako res. Ja, meni se je zdela tudi zdaj z vsem, kar si govoril, tudi s tem, kako si izbiraš pesniške sogovornike za tretjo knjigo. Pa nisi omenil Danteja, to me je malo presenetilo, a je celotna knjiga Dantejev sogovornik ali pa mogoče nastala še kakšna pesem, kateri bo Dante neposreden sogovornik? Ne, Dante je tukaj seveda ključna referenca in ključni sogovornik in ne samo seveda osnova verznega ritma, forme, terca rime, ampak seveda tudi struktura celotnega dela je v neki daljni zvezi nedvomno z Dantejem. In Dante tukaj najbrž je ta pesem predolga, da bi jo zdaj vam jo bral, ampak v tej avstralski puščavi se, ali lahko vam jo preberem, kaj jaz seveda sem glede tega popoln, ko bi rekel, meni se vidi niti najmanj ne smeti. Nesporazumen. Bodi neusmiljen. Ja, jaz, ko bi rekel, lahko berem in vas morim do jutra, ne? Školničke najprej. Okay. Recimo, tako kot Dante, kot se Dante v peku začne v temnem gozdu, v trenutku izgube smisla, popolne izgubljenosti, tako se pač ta moj epos začne v puščavi in na kraju, kjer je vhod v pač bivališče mrtvih. Ampak tukaj
potem pride do tukaj se Dante pojavi in se pojavi potem še večkrat. V bistvu ga najprej naznačiš, da je orlovski nos, pa značilna kapca na glavi, pa ga pa še omenjaš. Evo, bomo prebrali. Obstal sem sred puščave, gol, ugrezal sem se v pesek, grabil nič, do krvi opraskam, dokler se nisem oklenil stebra. Porezal me je po prsih in obrazu. Maska je padla z mojih lic in sem natipal svoj nikdar videni obraz in razkal dih časa me je ranil s trnom hipa, ko sem doumel, da je že prepozno. Iz mraka sem zaslišal grm, ki hlipa in hotel sem skopneti v porozno polt listja, ki je širilo svoj vonj, to krhko milo smrtonosno grozo, kako sem daleč in je vse zastonj. Za mano je bila predolga pot, pred mano davni dolg. Nisem mogel ponj. Brezbrižne zvezde so čez svod povsod, kot zmeraj, vsem kazale svetlo smer. Jaz, izgubljen sred tisočih usod, pa nisem znal nikamor. Bil sem nikjer in nikdar. Bil sem nihče. V tisti smrtno skrušeni večer sem šepetal molitev. Ne, prosim, ne. Po pesku je srhljivi piš preteklosti vrtinčil listje, bral te liste iz megle, vse črne od imen in strjene krvi, odpiral luknje, ker so me v mraku čakale na vekomaj pobeljene kosti. In vedel sem in sem se bal, tja moram, z negibno strašno težo v koraku, do duš ujetih vseh podzemskega prostora. Omahnil sem v vrtoglavem strahu pred hudim. Znavno je bilo, a zmeraj. Rane ostajajo odprte, živa kri v mahu. Tedaj svetle sence predme ostane postava, kakršne še nisem videl, in vendar te očile odkot znane. Snežno prozojnega telesa vzide iz peščene neskončnosti, tako visoka, da se prestrašim, kot da zrem privide. A me pomiri mehko dvignjena roka. Od solz zaslepljen me žikam v nebo. Svetloba potemni. Zdaj se z oboka sklanja neznansko črno golo telo iz zemlje in me pred kozmičnimi vrati objame z neizrečno mehko varnostjo ogromnih dojk in rok. To je pramati, se razveselim, a prepoznanje se spremeni v strah, ko se ji blatni kodri razcepijo v blisk, valovanje svetlobe, mleka zvezd, ki se krvave strjujejo v strele, zlat plas, planje besed z ust starca, ptičarja daljave. Kdo si, je cljan? Saj me poznaš, odvrne. Odkot? Sem vse in nič. Včasih so iz lave moje oči, včasih pa iz teme, vse črne, odvisno od sveta, ki ga zagledam. Zvečer najraje spremljam plašne srce na obronkih gozdov. Zdaj besedam posojam oči, ker ti živiš le zanje. Preveč jim zaupaš. Sled besed je bleda, nezanesljiva, krhka kakor sanje, ki jih nov dan izbriše. A edino, kar preživi nenehno rast brezdanje pozabe, so besede. Skozi tišino preteklosti odmevajo kot znamenje vseh duš, ki so odšle v veliko praznino. Zbledele pričajo, da je tu kamenje grobov že zdavnaj prazen. In papir vas lahek nosi težo stvarstva. Plamenje moč, ki ruši zid, venomer navzgor, smer vode kruši breg, vekomaj navzdol, glas pa drhti zdaj in zmeraj, skozi večer, ki bo enako lep čez 1000 let, čas skrivnostni, čas mogočni, ki mu služim, vladarju vseh stvari, ki je cvet in plas, zven in venenje, luč in odsev v luži. Zdaj veš, kdo sem. Medtem, ko je govoril, se je obraz spreminjal, kakor da ga struži dleto nevidnega kiparja. Bil je obraz v gori,
nenehno drug obraz oblaka, moj praoče Adam in moja hči, bil je demonski nori obraz mojega deda in mogoče celo obraz Boga, ki se je takoj pomanjšal v dojenčka mojega sina, le zakaj joče. Njegova kapa je kazala znani kroj. Spoznam obris orlovskega nosu. Posmehnil se mi je. Ti, da boš pel. Za menoj. Stal sem pred njim, največjim poln sramu. Mojster, sem se zbral. Le nate se lahko obrnem. Ne, ker bi ti bil enak, ampak ker sem na dnu, kot si bil ti sredi temnega gozda. A utrne se v nič vsak moj stih, ni mi dana tvoja moč, da oživim vse mrtve, da z besedo strnem njihove usode in v zvezdeno polnoč uzrem kot lastni večni dom. Izpod obrvi, ukrivljenih kot krila, mi preiskujoč pogled razpre srce, ki se boji krvi, njegov odgovor pa me pahne vse do roba, drhteči glas na smrt obsojenih ljudi. Na začetku je bila zgodba. In zgodba bo telo postala, skrivna zaveza, najtrdnejša pogodba, zapisana s pepelom, na obalah nedosegljiva zvezda in vodnica, nihanje zibelke, gotovost nala. In tvoja pesem bodi tiha zvočna ptica, ki vstaja iz pozabe. Naj ti porazi ne vzamejo poguma. Piši znova. Ker resnica se skriva in odkriva v tisočih obrazih in zmotah. Smehljal se mi je on, največji Dante, kot starejši brat. Nato se je preobrazil v moškega z uniformo. Bil je Ante. Moj mrtvi oče me je objel. Veš, kam greva? Vedel sem. Svit je zaigral koračnico in zvezde so kopnele svoda dneva. Stopical sem za njim skozi beli zimski gozd. Snežilo je gosto, da je njegov plašč izgineval pred mano. Vrnil se je pome in me z vrvjo privezal za svoj pas. Opotekal sem se za njim. Videl sem ogenj in nad njim božično drevo. Okoli so sedeli partizani, dišeč dim se je sukal v nebo in tja sem hotel, a me je oče vlekel za seboj. Nenadoma Rafal. Jaz moram na Krim, me je odvezal. Ti pa se pribi do koče in varuj mamo. Končno že odrasti, sin. Ostani zvest, zapiši mojo zgodbo za bodoče, nato pa pojdi svojo pot, zato me ubi. Spomin ali privid miriše kočo, v njej mater. Leži na postelji utrujena od let in dni. Na goste črne lase in kosmi vate padajo, kmalu jih bodo čisto pobelili. Stojimo postelji, ki so jo prekrile jate slavcev. Kako pojejo in s pisanimi krili režejo zrak. A starka zadnjimi močmi vstane in me tiho vpraša: si to ti, moj mili, boš zajtrk? Se tople jutranje luči me gleda lepa deklica. Sploh nisem lačen, a jo poprosim za obet, da bi njene oči čim dlje ostale z mano. Čisto si drugačen, mi šepeta, kako si se postaral. Moraš več jesti, skuhala ti bom srce. In njena mlada ženstvena postava se skloni nad štedilnik. In ven bruhne plamen. Gorečega srca in las, kot da tava po kraju, ki ga ne pozna, odide skozi vrata in že izgine. Bos stečem za njo, čez oster kamen, a nije več nikjer. Zaliva me svetloba, zlata in mrzli. Najtrdnejša zaveza niso živi, so mrtvi. Mi smo njihovi nasledniki, neresni, neodgovorni, igrivi in bosi na rosnem travniku.
in predniki nas nemo gledajo, za vselej strti, mi pa smo živi, na smrt živi in krivi. Da bolj kot živi so zahtevni mrtvi. Ne govorijo, a jih živi slišimo. Njihov mok nam glasno zveni v krvi. Ne gre drugače, kot da jih uslišimo. Tu ni pogajanj, njihove zahteve so brezpogojne. Naj se še tako trudimo, niso nikoli zadovoljni. Če dneve ne mislimo na njih, se neko noč nenadno vrnejo in nam od seve izgube trosijo v sanji. Zroč v nič se potni spomnimo te krivde, dolga, ki ga odplačati ni moč. To je krivično. Radi bi te žive noge usmerili v živo gnečo in pozabili na švistečo tetivo odsotnosti in svojo malo srečo užili kje na samem ali v dvoje. Ko je najlepše, zaslišimo brnečo tišino od onstran, mok, ki poje, in vemo, tam globoko notri vemo, da je tako edino prav. Osojne so pesmi, ki nas čakajo, kamor gremo. Edino, kar sem dedoval po prednikih, je venec besed, ki ga skrbno negujem. Zdaj ga nesem vsem vam, še nerojeni. Nad nami je lestenec zvest. Tu začenjam našo zgodbo, svojo pesem. To je konec prvega epa. Začetek. Ko sem videla, da se pogovarjajo s Dantejem v puščavi, sem se začela potem, bolj ko sem napredovala z branjem, sem se začela spraševati, kako se bo knjiga končala. Ker Dantejevo popotovanje poteka po prostorih od spodaj in zgor, od prostorov, v katerih so usode zgodbe prekletih, potem naprej do prostora, kjer so zgodbe odrešenih. Se pravi, je neka vertikala, povezana tudi z vrednotami. In sem se spraševala, kako boš lahko mogoče ti tudi vertikalno uvejal kakšne prostore vrednotali, ne? In na koncu smo prišli do zgodbe. In zgodba je tisto prevozno sredstvo skozi prostore, čase, prostore, ki iz nepovrata tega, kar se je v resnici zgodilo, postaja potem vrata v to, kar se je zgodilo, če tudi se morda ni, je pa vpisano v tvojem osebnem zgodoviju. Torej, ta naslov vrata nepovrata. Ja, imam že več kot 30 let prvič uporabo spominski pesmi iz lirske pesnike Tisočinenskih. Tisto, kar jaz slišim v tem, je, da so v besedi nepovrata, so not vrata, fonetično in seveda pomensko. In ta vrata so seveda spomin. Tako da pravzaprav pravega nepovrata k sreči ni. To je naša človeška usoda in seveda dokler so ti ljudje v našem spominu, so na nek način seveda z nami in to je seveda velika milost. Kar zadeva Danteja, Dante je bil pravzaprav nenavadno aroganten človek. Ne? Pravzaprav je soduš. On je... Jaz ga imam izjemno rad. In seveda na nek način sem iz nekega popolnoma drugega vrednostnega sistema prehodil del njegove poti, cenim ga pa seveda tudi kot izjemno pogumnega človeka.
Zadeva, ki me pa spravila v kar največjo grozo, in to je, moram reči, najhujša scena v svetovni literaturi. O tem sem napisal pesem v zbirki Mom mala osebna mitologija. Je scena, ko se Dante in Beatrice tik pred koncem raja zadnjič pogledata. Dante, ki napiše zadnji stavek novega življenja, da bo pel o Beatrice, tako kot nihče nikoli ni pel o nobeni ženski, spremeni Beatrice v božanski komediji v religiozni princip. Od erotike ostane pravzaprav samo še sled njenega ljubosumja, s katero mu očita, da jo je varal. To je, bom rekel, znotraj tega sveta celo simpatično. Ko se ona dva zadnjič vidita, uporabi Dante formulacijo, ki je izjemno lepa. Pravi: E quella si lontane come parea sorrise e riguardumi. Poi si tornò all'eterna fontana. Zdaj sem pa sam prevedel. In ona me še zadnjič daljave pogleda in se mi smehlja. Nato se zastrmi v večni vir višave. To je iz 31. speva Raja. In pravi Dante, da on vidi Beatrice izjemno jasno, ampak tako daleč, kot bi bila na drugi strani morja. Ampak ker ni materialnega sveta, ki bi zakril pogled, jo vidi jasno. In ona se mu nasmehne in se zastrmi v Boga. To je pravzaprav slovo v večnost. Pravzaprav edini pesnik, ki je v pesmu slovo v večnost. Nekaj tisočkrat hujšega, kot je slovo v življenju, tudi zaradi smrti. Seveda v pesmi slovo v večnosti, zato je potreben tako velik pesnik, kot je Dante. Ampak v tem je nekaj strašnega, kakor seveda ne morem drugače, kot da ta moja pesem v tej zbirki je kritika tega. In v bistvu refren je, kako si mogel Dante to napisati. In seveda moram mu očitati tudi to, da ni dovolj, da bi ga do Boga peljala Beatrice, ampak si je zato izbral starega prca od svetega Bernarda. Iz patriarhalne miselnosti. To se mi zdi, ko bi rekel, za ljubezenskega pesnika nedopustno. Hvala lepa, Boris. Kot smo slišali, boš vsaj v času očetov, se pravi v drugi knjigi, ti ne boš ravnal tako, ampak boš v junakih opeval tudi junakinje, enakovredno, in tako, da se ne bodo zazirali nekam stran, ampak bodo tvoje sogovornice. To nenehno. Poskušam se. Hvala lepa za vse pripovedi, za vse pesmi, ki si jih prebral. Ogromno zgodb je ostalo nepovedanih, ampak mogoče je pa fino, da si jih tudi sami preberemo v knjigi, zdaj, ko si nam zbudil radovednost s temi, ki si jih povedal.